Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Na trikrat-dvojni-ve klepetobkavi.si lahko najdete marsikaj od brezplačnih meditacij, najnovejših novic, takih zanimivih pa tudi receptov. Zavedam pa se, da nimate vsi dostopa do interneta in ravno zaradi tega smo skreirali tudi revijo Duša in telo, kjer se nahaja več kot 60 strani zanimivih člankov, receptov in vsega ostalega, kar mogoče ne morete tako hitro priti kot tisti, ki imajo morda dostop do interneta. 02-6200-230 je ustrezna telefonska številka in naše svetovalke vam bodo pojasnili, kako do te revije, torej povsem brezplačno. Sicer pa imam danes v moji dnevni sobi izjemno zanimivega sogovornika. Ni doktor in ni raziskovalec, niti svobodni raziskovalec, ne, čeprav bi lahko rekli, da je, pa lahko na koncu koncev bi tudi rekli, da je neke vrste terapevt. Kakšen oziroma za koga gre? Lahko rečem, da ga pozna cela Slovenija. Lahko bi rekli, da se mu cela Slovenija smeji, da se delajo norce iz njega, da kako je pa ta človek neverjeten, pa to ni res. Skratka, zgražanje in smeh in smeh in smeh in še smeh. Ampak po drugi strani poznam pa mnoge ljudi, ki rečejo, počakaj malo, kdo je tu nor? Poglej ga, vsi ga poznajo. Njegovi koledarji, nekaj smo tudi videli tale trenutek, so najdražji v Sloveniji, pa tudi najbolje se prodajajo. Kdo je tu nor, vas še enkrat vprašam? Je vendarle s to iluzijo vsega ostalega ustvaril nekaj, zaradi tega, ker ima določene vrline in veščine, ki jih mi nimamo, nenavezanost na to, kaj drugi menijo in kaj drugi rečejo. Po drugi strani pa, dajmo še enkrat pogledati tole fotografijo. Mislim, če se pa ob tem ne nasmeješ, pa ne vem, ob čem se boste nasmejali, ne? A ni, mislim, težko se zadržiš. Ja, prav ste ugotovili, Damjan Murko je v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem vaše zelo priljubljene oddaje, ki jo tudi rad spremljam. Zato, ker se mi zdi, da odkrivanje samega sebe, odkrivanje človeške duše, bom rekel, nikoli ni odveč. Danes bi želela imeti klepet z Damjanom Murkom, ne s tistim, ki je mojster iluzije po rumenih tiskih in ne medijskim Murkotom? Ne medijskim Murkotom, ampak tistim doma v pidžami, pred kavčom. Je preveč ne pričakovati. V redu. No, bodo moja pričakovanja skromna. Ampak vendarle, izjemno nenavezan si na to, kaj menijo drugi in ne samo, da si nenavezan, s tem se pravzaprav dobesedno igraš. Ne obremenjujem se s tem, zato ker jaz iz svojega lika sem naredil blagovno znamko. In jaz dejansko 12 let živim od tega, nikoli se nisem obremenjeval s tem, kaj bojo pa drugi mislili. Zdaj, odkar imam družino 4 leta, je moj sinek star, delam mogoče še zmeraj z glasbo, še zmeraj v medijih, absolutno, ampak bom rekel malo bolj premišljeno in ne tako zaletavo kot pred leti. Zakaj? Zato, ker otrok raste, že zdaj ga zanima, a ti zakaj pa tako smešni koledarji, a ne? Zakaj pa imaš recimo, zakaj se pa fotografirajo ljudje na ulici, ko gremo na sprehod, ne? In to je treba 4-letnemu otroku nekako razložiti, da kasneje, ko bo šel v šolo, ne bo nikakršnih problemov. In že zdaj bom rekel, da zelo močno razume to, da je otrok javne osebe. Ne želim, da se obremenjuje s tem, ampak da jemlje to kot moj posel. Tako kot bodo tudi drugi otroci recimo govorili o svojih starših, ne, moja mamica je pa recimo zdravnica ali pa moj oče je pa avtomehanik, tako je moj oče pevec, ne, samo promotor kakorkoli. Ne želim, da ima problemov s tem in recimo do zdaj še jih nikoli ni bilo. Kaj bi še rad rekel ob tem? Kot sva rekla, da se ne obremenjujem s tem, kar si ljudje mislijo o meni, ja, zato ker od tega prvič dostojno živim, drugič pa v globalu nikoli ne podvomim vase, v svoje sposobnosti. Mislim, da prenašam eno tako zabavno, konec koncev tudi lepo sporočilo. Vsekakor, nihče ti ne more reči, da ne prinašaš smeh in dobro voljo. To je tudi moj namen. Jaz za svojo pojavo, za svojim delom, lepo prosim, jaz nikogar nikoli ne užalim. Zmeraj gradim nastop iz svojega lika. Tako da se dejansko, lahko rečemo, norčujem iz sebe. Zmeraj si slavljenca malo sposodim, recimo, ne?
Nikoli pa ne grem čez rob. In dober vem, kje so tiste meje, ki se je treba pravi čas ustaviti. Nikoli me ne zanima, kaj počne sosed. Živim svoje življenje ne sosedovega in to pričakujem tudi od mojih sosedov, da ne kukajo čez zavese, da ne kukajo čez okna spalnic. A pa to delajo? Ja, pa ne sam sosedi, že cela Slovenija včasih. Imam občutek, najino zasebnost poskušava ženo postaviti za ograje, ampak mi to pač vedno ne uspe, ker sem javna oseba in jaz sem to vzel v zakup. No, ampak recimo, to je mogoče zgodba v naših glavah, ne? V tem smislu, nekdo je zdaj javna osebnost in je znana osebnost, zdaj ga pa zasledujejo paparaci, pa gledajo, kdo ga bo lahko pofotografiral, ampak jaz imam občutek, da v Sloveniji temu ni tako, kolikor imam jaz izkušnje, pravzaprav znane osebnosti slikate kar same sebe oziroma kdo od vaših in članek že napisan date reviji, ki bo šla potem v svoj rumeni tisk. Ja, jaz bom tako rekel, da sem bil pravzaprav od začetka svoje kariere izredno presenečen, da ljudje dejansko sami pošiljajo, oziroma ne zvezde, oziroma ne javne osebnosti, ampak da ljudje pač poslikajo ljudi ali na morju, ali recimo na kavicah in tako naprej. Ampak priznam pa tudi sam, da sem kdaj pa kdaj, takrat, ko sem to potreboval, tudi sam forsiral kakšno novico. A ne, se konec koncev pravijo, da sem mojster samo promocije, zakaj tega ne bi priznal. Se pravi, eno in drugo. Me pa zelo moti to, da pravijo, da v Sloveniji zvezd ni. Povsod na tej zemeljski obli imajo svoje zvezde, ne vem, zakaj Slovenija ne bi imela. To je ena zadeva, druga zadeva je pa ta, da paparaco. Jaz mislim, da v Sloveniji se tega res ne moramo iti, da imamo premalo tržišče, ampak konec koncev, če pa tako gledamo, je pa oddaj in rumenega tiska in revij vsako leto več, a ljudje nimajo za kruh. Kako zdaj? A za revijo pa imamo, a ne? Se pravi, da če je dobra zgodba, če ima neko težo, jaz mislim, da ljudje še iz firbca, če drugačne, to vseeno kupijo. Kruha in iger so rekli včasih. Absolutno željni. In na nek način ste vi, medijske osebnosti, javne osebnosti, tiste, ki ljudi mogoče malce preusmerite, da ne razmišljajo ravno o svojih problemih. To je point. Jaz, če zgledam iz sebe, jaz mislim, da raj kupi moj koledar, kot pa nek časopis, kjer je nek umor na prvi strani, zato ker te bo koledar sprostil, nasmejal, na koga boš osrečil, recimo s tem, osrečil v narekovaju, lahko ga boš pa malo zafrknil s tem, ne? Se pravi, smeha bo polno. Se pravi, to je ena pozitivna stvar, ena pozitivna energija. Vsekakor je zanimivo, s kakšnim poslanstvom si se rodil v Sloveniji, ker mislim, da ima zelo veliko težavo s samopromocijo kot država. Jaz sem imel srečo, da sem bil prvi samopromotor. Prvi samopromotor, ki sem dobro vedel, kaj delam in kaj želim narediti svojega lika. Zdi se mi, da v Sloveniji je bilo za mano mogoče še nekaj žal neuspelih poskusov, ker ko bom jaz začutil mojega naslednika, bomo šel prvi čestitati. Ampak zaenkrat ga še ni. Jaz mislim, da je treba delati zelo instinktivno, z razumom, tudi s srcem, ampak konec koncev se pa zavedati, jaz sem zelo ločnica med realnim Murkotom in takšnim, ki ga vidijo mediji. In danes se midva trudiva predstaviti tega realnega Murka, ker se mi zdi zelo pomembno, da za 4 stenami nisi isti, kot si na odru. Služba je služba, doma sem pa potem popolnoma drugačen. Kako je s svojim socialnim življenjem? A ljudje dojemajo, oziroma, a misliš, da kar živijo v prepričanju, kakor ne, to je on, ali se zavedajo, pač on igra svoj lik, lahko živi od tega, boljš, kakor pa da si, 8 ur vsak dan v službi, zaradi katere ti gre na bruhanje? Ja, včasih se malo hecam, da za Jurija ne bom delal. Šala. Ja, jaz mislim, da veliko ljudi se zaveda, da to mogoče delam malo namenoma, malo provociram, ker je pač to v mojem stilu, seveda od tega tudi dostojno živimo. Po drugi strani pa me plačajo, če lahko tako rečem, oziroma me najamejo ljudje, ki me ne marajo. In jaz živim dejansko od teh, ki me ne marajo in tega mojega poslanstva popolnoma ne razumejo in so zmedeni. Jaz seveda nimam nič proti, delujem leta in leta, ker smo
bili pripričani, da bo to muha enodnevnica, ko sem se pojavil, ne? Ampak jaz sem zelo, zelo počasi gradil na svoji karieri in preko tračev, to pa priznam, ne? Ker so pač v tistem trenutku sem jaz začutil, da so ljudje dejansko željni kruha in iger in zakaj jim tega ne bi dali, če so to v tistem trenutku potrebovali, pa mislim, da se profesija rumenega tiska, profesija razkola med ljudmi recimo in med rumenim tiskom, da v Sloveniji to potrebujemo. Se pravi, včasih so ljudje, ko so se dobili skupaj ob rojstnih dnevih, ob ne vem, takih in drugačnih zadevah, so peli in se smejali in si govorili, ne vem, zgodbe iz njihovega življenja, Ja. v sodobnem času pa pokličejo Damjana Murkota. Ja, upam, da. Ja, zaenkrat še, hvala Bogu, no, ne morem se ravno pritoževati, da ne bi bilo dela. Meni so veliko ljudi rekli, veš kaj, daj se ti z nami samo pogovarjaj, pa zapoj samo eno pesmico. Zato, ker je toliko zanimivo. Zato, ker se toliko, se pravi, šale stresam na svoj račun, ne. Res ne želim koga užaliti, no. In jaz mislim, da ni moje poslanstvo biti primitiven, žaliti ljudi, pač pa se pošaliti na svoj račun, če še pa za to plačajo, pa hvala Bogu. Če bi bil odgovoren za promocijo Slovenije, kako bi jo promoviral? Jaz bi se na naslednjem koledarju zavil v slovensko zastavo. Aha, ja. Je jasno, da nimam od spodaj nič, ne? Ja, okay. Ampak Slovenija kot taka, kako bi se lahko bolj promovirali v državi? Imamo krasne, čudovite znamenitosti, nekaj turistov, a še vedno premalo. Medtem pogledamo, Avstrija ima neko mlako, tam pa bojo prišli iz celega sveta gledati to mlako. Ja, ker ne znamo izkoristiti tega, ne? Zato, ker mogoče res nimamo pravih ljudi, ki bi znalo svetovati, na kak način, jaz gledam iz svoje perspektive, mogoče tudi malo bolj na humoren način, predstaviti, ne vem, ali Blejsko jezero, ali gre za Bohinj, ali gre za Štajersko. Na koncu v obliki kokoši je država, ne? Že tukaj je. Recimo ideja, ne? Čak, to si zapišem. Ampak načeloma moram reči, da recimo tole, ne? Iz enega štosa recimo rečenega lahko mi naredimo eno veliko promocijo, zakaj konec koncev ne? A ne? Sam pravi ljudje morajo biti postavljeni na to mesto. Slišala sem nekoč, ne vem, ali je to res ali ni res, ker pri tebi se tako in tako nikoli ne ve, da si celo predaval na fakulteti? Tako, ja, na FDV-ju. Predaval o fenomenu Damjan Murko. Jaz moram reči, da so študentje zelo inteligentna vprašanja takrat postavljali in nisem imel nikakršnih zadržkov odgovoriti pravzaprav na vsako vprašanje. Najbolj nenavadno mogoče? Najbolj nenavadno ne vem, ali sem se recimo poročil zaradi medijske prepoznavnosti ali kakorkoli, ne. To je bilo tako malo nenavadno, no. Tega tako daleč ne bi šel? Ne. Jaz sem, ne vem, mogoče pred leti sem naredil kaj, kar danes recimo več ne bi, zato ker kot si ti mlad, ko si naiven, ko ti obljubijo naslovnico, a ne, takrat si marsikaj pripravljen narediti. Z leti pa vidiš, da več tega ne potrebuješ, sploh pa ne takšne življenjske korake, kot so recimo, ne vem, rojstvo otroka, poroka. So pa seveda želeli biti zraven, do poroke sem rekel ja. Pri rojstvu sina je bilo pa potem malo drugače, ne. Ok, se gre za tretjo osebo na koncu koncev. Ja, so bile recimo želje, da ne vem, takoj ko se rodi, da pomahamo iz porodnišnice, da nas recimo ojamejo, ko gremo iz porodnišnice, to sem vse zavračal. Se pravi, vprašajo te, če hočeš, da te ujamejo, ko greš iz porodnišnice. Tako, sem zavrnil, ampak so me vseeno. Tako da ja. V redu, ok, iluzije, pravzaprav. Ja, recimo. Veš, kaj me zanima takole? Ko gledamo te resničnostne šove recimo v tujini, tam pa vidimo, da gredo tako zelo daleč, da se poročajo z nekom in ne vem, Kardashian recimo in vse te zadeve. Ampak kako pa tvoje socialno življenje? Imaš prijatelje, imaš, ne vem, družbo ljudi, kjer nisi lik Damjana Murka, ampak si Damjan Murko? Absolutno. Jaz se moram vrniti na začetek vašega vprašanja. Vsako leto je resničnostnih šovov poplava, resničnostnih šovov takšnih in drugačnih, govorim v Sloveniji. In ni minil nek šov, da me ne bi poklicali, da sodelujem. A bi vi lahko glumili nekoga drugega? Če bi lahko glumili, bo dalo 24 ur na dan. Verjetno težko, a ne? Zato čisto vsakega zavrnem. Ker resničnostni šov bi bil
začetek konca moje kariere. To je moje mišljenje. In ko naredimo nek šov znanih, recimo, ne, in potem nobenega ne poznamo v tem šovu, se ve, kdo dejansko v Sloveniji, recimo, je prepoznaven, je medijska osebnost, ker tak zagotovo ne bo sprejel nekega takega odziva. Ampak, a tebi recimo... Prijateljstvo, ne, če Razumem. lahko nadaljujem prijateljstvo, recimo, jaz imam zelo malo prijateljev, pa lahko rečem nobenega, iz strani teh medijskih osebnosti. Sem popolnoma skuliran, popolnoma drugačen do ljudi, ki me poznajo osebno. Prijatelji, ki pridejo k nam na kosilo, recimo me je zelo presenetilo pred leti, ko so rekli, pa saj vi ste čisto normalna familija. Saj ti sploh ne odstopaš od drugih očetov, pa moja žena ne od drugih mam. Pa popolnoma normalna zakonca sta. To jih recimo preseneti, a ne? Da znam biti dejansko popolnoma drugačen. Ta slava recimo, a ne? Oziroma, da te ljudje prepoznajo na cesti in tako naprej. Glede na to, da sem sama že kar nekaj časa v medijih, ko se meni recimo to zgodi, pa v trgovinah, ko gledajo, kaj kupujem, pa ne vem, kaj še vse, bom rekla, da mi je ta stranski produkt tega, da si pred televizijskimi kamerami, pred fotografiji in tako naprej, meni osebno je to najmanj všeč. Nimaš občutka zasebnosti, tak drugačen način mislijo, da te poznajo, v bistvu te ne poznajo. Ampak vseeno, kako ti to dojemaš? Si kdaj prišel v življenju do situacije, pa si rekel, ma dej zdajle pa, ko bi le 14 dni izginil, pa da me noben ne bi prepoznal. Ali greš takrat na potovanje, ali kako se takrat odzoveš? Vsako leto rečem še to leto, potem se pa več tega ne grem. Ampak povpraševanje je Poliko burko tako zelo veliko, da bi bilo zelo nespametno se posloviti. Bom rekel recimo na višku kariere. Pride dan, ko mi gre to zelo na živce. Ko grem težko po centru Maribora, pa čeprav s čepico in sončnimi očali, in res ne želim, da me kdo spozna. Ampak moram pa biti tudi iskren. Pride pa kdaj dan, ko vzamem to v zakup in mi paše. Tako. In mi paše, da sedim na kavici, da ljudje pridejo, se poklepetamo, se pofotkamo, da to delijo potem na družabnih omrežjih, da poglej, koga sem srečal, poglej, s kom sem bil na kavi. Se pravi, je tako, pa se mislim, da smo vsi taki, no, da imamo tak in drugačen dan, zna pa biti zelo moteče, takrat recimo, ko pa sem za svojo družino, ali pa bog ne daj svojo mamo, ali pa svojo babico. Kako je mama gledala na te, ko si se odločil za ta lik? Zelo veliko pogovorov smo mogla imeti, zelo veliko stvari sem jo mogel obrazložiti. Pri vsaki naslovnici, ker moraš vedeti, da takrat je bilo to, jaz sem bil vržen v vodo in zdaj plavaj, ne? In to je bilo recimo tudi laži, tudi nadolcevanje. Tudi nisem vedel, kaj se dejansko dogaja z mano. In sta bile samo dve možnosti. Ali v tistem trenutku popolnoma odnehati in se omakniti, to je bilo recimo prvi 2-3 leta, ali pa vztrajati in živeti od tega. In logično, da sem takrat mogel svojim staršem obrazložiti, kaj se dogaja z njihovim sinom, ker takega sina oni ne poznajo, ne? In je to treba bilo obrazložiti, seveda potem tudi tašči, seveda potem tudi sorodnikom od žene, a ne? Jaz do zdaj recimo, ne vem, kakih 5, 7, 8 let recimo, me nikoli doben ni vprašal, Damjan, zakaj pa to? Zakaj imaš pa koledarje? Zakaj? To je del mojega posla. To jih ne zanima. Vejo, da mi od tega dostojno živimo in nikoli ni dobenega neumnega vprašanja več. Seveda so pa na začetku bili, mogoče ne konkretno meni, ne, ampak je mogla žena recimo dosti razlagati, mojim staršem pa seveda jaz, kar je logično. Zdaj ni več nobenih, bom rekel, pomislekov, nesporazumov. Pa se tudi jaz priznam, no, da sem se jaz tudi kar malo pomiril. Zdaj zadnjih 4-5 let. Krasno. Hvala lepa za tale pogovor. Z veseljem. Res prav fajn, sem navdušena. Hvala lepa. Hvala lepa. Evo še kakšna informacija na www.klepet.si. Sicer pa upam, da ste se danes naučili predvsem to, da ne moramo knjige kar ne označiti, glede na to, kakšno platnico ima, da včasih je treba malce bolj notri pogledati in ne biti tak površinski nasploh. Naj vam bo svetlet. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepet.si. Naj vam bo svetlet.